Dobrodošli v Prehranskih čvekih. Danes je z mano Marko, magister zdravstvene nege in kineziologije ter študent doktorskega študija. Poleg tega pa se ukvarja z ogromno drugimi stvarmi. Marko, kako ti vse to uspeva? Ja, Tanja, živijo, hvala, ker si mene v bistvu sploh poklicala v ta svoj čvek. Kako mi uspeva? Pa v želji je moč in v moči je cilj in v cilju je pot, ne, se pravi enako kot velja v bistvu za bolnike oziroma za temo, ki jo bomo danes obravnavali. Ja. Super si tole začel. Zato mi pa kar povej, kaj sploh pomeni sladkorna bolezen? Sladkorna bolezen gre v principu za okvaro trebušne slinavke. Zdaj, to pomeni, da trebušna slinavka je v bistvu organ v našem telesu, ki proizvaja inzulin. Zdaj, inzulin je v bistvu tako imenovani ključ, ne? Se pravi, on odklene mišico recimo in v to mišico pač noter gre sladkor in se pač sladkor porabi. Zdaj, problem je, ko je premalo inzulina in se potem ta sladkor nabira v krvi, ne? In temu potem pravimo sladkorna bolezen, ki jo sicer pač zahteva tudi neko svojo diagnostiko. In do tega pridemo, da obravnavamo lahko več tipov sladkornih bolezni, poznamo pač te, ki se začnejo v neki mladi dobi, ne, temu pravimo sladkorna bolezen tip 1, poznamo pa tisto, ki se pač tudi nastane nekje kasneje, ne, tam 45 let plus se začne pojavljati lahko neki znaki sladkorne bolezni. Temu pravimo sladkorna bolezen tipa 2. Zdaj nekje 90% vseh bolezni, sladkornih bolezni, ki so diagnosticirali, je pač sladkorna bolezen tipa 2. Več je dejavnikov, ki vplivajo na razvoj te same bolezni. Med drugim je tudi tvoje področje, ne, prehrana je eno taka zadeva, ki ima kar veliko težo, ne, tudi že od prej, se pravi od samega začetka, kako mi imamo nek življenjski slog, pa tudi kasneje, ko pač obravnavamo samo bolezen. Je pa res, ne, da se prehranske smernice za sladkorne bolnike kar fejst spreminjajo. Včasih smo govorili, da ne smemo tega, pa tega, ne. Smo v bistvu prepovedali živila, je bila v bistvu to neka dieta. Danes pa temu ni več tako, ampak je v bistvu tako, da je to neka uravnotežena, pestra prehrana, pri kateri je pa seveda treba biti pazljiv pri sami kombinaciji, pri sami količini in izboru živil. Zelo pa je tudi se izkazala v študijah mediteranska prehrana, zaradi tega, ker sloni predvsem na živilih rastlinskega izvora, recimo kot so stročnice, zelenjava, sadje, potem nenasičenih maščobnih kislinah, kot so oreščki, semena, potem tudi olivno olje, ribah in ta naj bi bila zelo dobra za uravnavanje krvnega sladkorja. Je pa za samo uravnavanje krvnega sladkorja tudi zelo pomembno gibanje. Ja, bo kar držalo, ne, sej, tako kot sem že prej omenil, ne, mišice so največji porabnik sladkorja, ne, sej sladkor sam po sebi ni neka velika težava, ne, zdaj, če ga je v nekih mejah normalen, ne, ker je pač potreben za delovanje našega telesa. In zdaj, mišice so same po sebi, tako kot sem rekel, največji porabnik sladkorja. In če se ti gibaš, ta sladkor porabljaš, ne. Zdaj, Svetovna zdravstvena organizacija je dala neka priporočila, ne, se pravi 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. To pomeni, da se ti nekje 50% maksimalnega srčnega utripa, ne, v bistvu se utrip pospeši. Zdaj, ta srčni utrip maksimalni je nekako glede na tvojo starost, glede na tvojo fizično pripravljenost, glede na tvoje bolezni, ki pač jih imaš, se ga individualno preračuna, ne. Zdaj, če hočeš biti še malo bolj aktiven, govorijo tudi o 300 minutah na teden, kar če preračunava, ne, v bistvu se skupaj je to približno 30 minut na dan telesne aktivnosti. Kar pa se mi zdi, da si lahko vsak vzame toliko časa, ne? Ja, za en sprehod, za eno malo teka, mislim, da je kar ena taka dobra zadeva, ne, v bistvu tudi ne vpliva sam na sladkor, vpliva malo širše, ne. Zdaj, omenila si pač tudi to prehrano, ne, prehrana je res bila v preteklosti kar zelo taka redukcijska, ne, zelo stroga. Tudi omenjalo se je teh 5 obrokov na dan, zdaj to se je malo zmanjševalo. Ja, ne, zdaj je odvisno glede na farmakološko zdravljenje, ne govorimo več o 5 manjših oziroma celo 6 manjših obrokih dnevno, ampak je čisto odvisno od vsakega posameznika, kakšno zdravljenje ima, ne. Ja, drži, ne, ker v bistvu zdravljenje sladkorne bolezni bazira v začetkih pač lih na prehranje, ne. Zdaj sploh sladkorna bolezen tipa 2, ne. Zdaj,
sladkorna bolezen tip 1 je pač od začetka zdravljenje z inzulinom, ki pa se spet poudarja, daje tudi zraven na prehrano. Ne. Se pravi, prehrana je vedno temelj obravnave sladkornega bolnika. Ne. In zdaj sama prehrana pač baziramo, potem pa stopnjujemo. Če prehrana ni dovolj, dodajamo tablete, če tablete niso dovolj, dodajamo pač inzulin. Ne. Zdaj, kar se tiče prehrane, si imel kakšne primere v praksi, take malo zanimive? Ja, zanimive so bili, tako da so bili, ne. Prišel enkrat en gospod, Marko, a jaz lahko jem kostanjev med? Pa sem tako, pa zakaj pa? Pa tako nekaj, ja, veš, je bolj grenek. Je manj sladek kot v cvetličnem. Ja, to sama, veš, med bazira na sladkorju. Tako, ne, to so naravno prisotni sladkori, še vedno je to sladkor, ki je kar konkretno zviša sladkor v krvi. Ni pa, veš, ni to odzaj, da jaz rečem, meda pa ti striktno ne smeš, ker ni nobenega živila, ki ga ti ne smeš, ne morem ti jaz prepovedati ene zadeve. Lahko ti jo odsvetujem, priporočam, da se jo lahko v manjših količinah je, ne. In tudi ta kombinacija, recimo, pri meni, recimo, dostikrat za malico jejo samo sadje. Še recimo mogoče 2-3 sadeže v enem obroku, ne, boljše je, če to zamenjamo, pojemo en sadež, plus še recimo zraven neko beljakovinsko živilo, ki potem bolj uravna ta sladkor v krvi, ne. Kaj pa recimo glede samega kakšnega jogurta, naprimer, je tudi dostikrat kakšna taka zadeva, ne glede sadnega jogurta. Ja, veš, ljudje mislijo, da zdaj, ko govorimo o tem, da sadje je fajn, pa jogurt je fajn, ne, ok, kaj je najbolj easy pogledati na polici, kjer je sadni jogurt, ko vzeti pa kupiti, ne. Ja, zdaj sadni jogurti niso ok, ne, ker vsebujejo pač ful sladkorja. Zdaj ta sladkor, ga lahko nadomestiš ta jogurt. Tako, ne, je boljše kupiti navadni jogurt in si recimo zrezati noter sadje. In tudi zelo pomembno je ne lupiti jabolk, zaradi tega, ker ravno v lupku je največ teh prehranskih vlaknin. Poleg tega recimo tudi v pomarančah, mandarinah, potem pa tiste nitke devajo dol, ne, največ vlaknin je ravno tam. Prehranske vlaknine so pa zelo, zelo pomembne pri sami sladkorni bolezni. Če si še niste pogledali vloga na temo prehranskih vlaknin, si ga lahko pogledate, ker je bil to naš prvi vlog. Ja, glede prehranskih vlaknin, takrat se spomnim, je tudi Peter to omenil, res znižuje krvni sladkor. Moramo pa tudi dati poudarek na to, da v bistvu tukaj ne gre samo za izogibanje nekih sladic, pa da izogibanje pač samo sladkega, v bistvu ti sladkor vzameš skozi celoten dan, ne glede na to, ti poješ sladico ali ne. Sama sadež ima sladkor, ima fruktozo, mlečni izdelki pač imajo laktozo, spet je sladkor. Res, da so to vsi neki naravni sladkori, ampak tudi to moramo znati balansirati. Poleg tega pa prej si ful dobro omenila, mediteranska prehrana, manj maščob. Maščobe so tiste, ki tudi lahko delajo preglavice. Ja, res je, sploh v prevelikih količinah. Ja, res je. A veš zakaj? Jaz sem imel enega gostarja, ki je imel tako malo nenavaden način prehranjevanja. In je zjutraj, ob 4 zjutraj je kao pojedel klobaso in si je zmeril sladkor. In je bil sladkor 4,6. In potem on šel lepo delati, imel je fizično aktivnost, se pravi. On je zjutraj pojedel obrok in potem šel imeti fizično aktivnost. Je porabil sladkor, ampak ok, prišel domov okrog 12:30, enih je pojedel tisto eno lončnico in si je zmeril sladkor. In rekel, veš, jaz sem imel pa 11 sladkor. Rekel, nič eno lončnica je bila kriva, se rekel, ne, problematika je, ker v bistvu maščobe rabijo približno 8 ur, da se absorbirajo v kri, in zdaj ta klobasa je verjetno bila učinek, da je njegov sladkor bil ob enih visok, ker se je šele takrat absorbiralo. Enolončnica ni imela toliko hitre absorpcije, kar pomeni, da enolončnica se bo malo kasneje absorbirala noter, tudi kasneje se bo dvigalo. Tudi sam princip te uravnotežene prehrane je, da ti nimaš spet velikih variacij sladkorja, se pravi, da je nekaj enakomerno. Tako, da je mogoče razlike 1 milimol na liter krvi, to je sicer minimalističen dvig, pa minimalističen spust, zdaj, da imaš pa ti visoke variacije, pa tudi ni fajn, ker to pomeni, da tudi nimaš uravnotežene prehrane.
ne vem, en obrok na dan recimo tudi ne bo ja, dovolj. Seveda, to spet ni v redu. Ne, treba, tudi zelo pomembno je, da so ti obroki enakomerno razporejeni čez dan in tudi, da so vsak dan približno nekako tako razporejeni, ne, da nimamo en dan zjutraj obrok in potem, ne vem, zvečer, potem naslednji dan nimamo zajtrka in tako naprej. Ne, treba imeti to enakomerno razporejenost. Sicer, veš, moraš pa tudi malo razumeti, ne, današnji tempo življenja tudi prenese neke svoje okvirje, ne. Zato se je tudi začelo s tem, da 5 obrokov na dan se mogoče ne priporoča več v taki meri, ne, da gremo. Je individualna stvar, veš, to je prav posamezno, moraš človeka gledati, ne, ni to enolična stvar, pa rečeš, aha, ok, zdaj priporočila so taka, damo papirje, vam pa je to. Ja, lahko vse je treba individualno tako. In pa zelo pomemben je tudi multidisciplinaren tim. Ja, seveda, vse smo rekli, ne, gibanje, prehrana, tudi samokontrola, nadzora, ne, to je zelo pomembno, zato so tudi odprli dispanzerje za diabetike, se pravi za paciente, ki imajo samo to bolezen in se tam tudi obravnavajo, ker pač tam prihaja več profilov, ki jih nekako vodi skozi celotno to zadevo. Je pa res, ne, da ne glede na to, imaš ti bolezen ali ne, je fajn se držati nekega zdravega življenjskega sloga. Ne govorimo o tej neki tako kot neka preventiva pred nastankom teh bolezni. Tako, sicer je res, da s tem tudi ne moreš preprečiti v neki popolnosti, ne, nastanka kroničnih bolezni, še vedno se lahko razvije, je pa verjetnost nižja, ne, to je dejstvo. Sicer, tako kot sem rekel že na začetku, več je tistih dejavnikov, ki vplivajo na sam nastanek bolezni. Od nekih že načina zdravljenja, od prej mogoče neko drugo bolezen smo zdravili, pa je pač tisto zdravilo povzročilo sladkorno bolezen. Ali pa tudi neke druge bolezni, ne, recimo rakavi bolniki po študijah so kar dovzetni do nastanka sladkorne bolezni. Zaradi tega padca imunskega sistema in se potem tudi tukaj malo stvari rušijo. Super, Marko, zelo lepo te je poslušati, ampak dejva zaključiti, da ne bova predolga. Ja. Bova se še kdaj pogovarjala o sladkorni bolezni, a prav? Mislim, da se je tudi potrebno še kaj drugega razložiti. Res je, to so bile neke osnove. Ja, res je. Hvala tebi. Hvala vam za poslušanje in se vidimo v naslednjem čakanju. Čau!